Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planet 2. Pred nami je še zadnje dejanje supernedeljskega nogometnega popoldneva, bomo raje rekli zdaj že večera. Pred nami pa obračun Olimpije in Celja. Olimpija torej je le dočakala tudi domačo prvenstveno tekmo, seveda po tem, ko ni ravno nabirala pridno točke v prvih dveh krogih, no podobno tudi pri Celjanih. Oboji so namreč začeli prvenstvo s porazom. Akcija Olimpije podaja v kazenski prostor in gol! Gol 1-0, strelec pa Nik Kapun! Kronaveter do Boatenga, uteka tudi Kapun, pa Savić. Boateng še vedno in 2-0. Stefan Savić. Olimpija pa vodi v 14. minuti že z 2-0. Boateng je lepo zaposlil Savića. Je pa nekaj res, da tudi Zelenica je izjemno hitra. Spolska zdaj pa gol. Gol za Celjane. Dosegel ga pa je Lupita, Portugalec, torej čaka seveda, kaj ti lahko bi bil prepovedan položaj, pa zdaj Požek Vancaš lepo je tamle zdaj obrnil. Drugega polčasa v Stožicah, Požek Vancaš, varno, Ivačič v drugo smer, Požek Vancaš pa je poskrbel za izenačenje in zgodba se začenja, lahko rečemo, z ničle. Res, da je 2-2. Zdaj so vsi nogometaši Celja. Lepo je zdaj bil tamle Kapun opažen in vratnica. Kaj je zdaj zapravil Nik Kapun? To je bila 100-odstotna priložnost in zdaj je še Kronaveter. Padal je tam Sulić, brez prekrška in hiter protinapad je to zdaj Celjanov. Lupeta sam pred Ivačičem. Ali bo Ivačič znova znal ustaviti napad Celjanov? Tako je. Pišek in Črnic strelom proti Jurharju in ostaja še vedno 2-2. In zdaj priložnost za in znova Ivačič. Da ste bili z nami na Planet 2, tukaj še nekaj statistike in lep večer še naprej. Pa moj komentar, ja bih prvo želeo da čestitam na fer i korektnoj igri, naravno čestitam svojim igračima, ostavili su srce na terenu, pokazali su na momentima, naročito u prvom poluvremenu, kako treba da se igra i to je to negde ukratko. Mislim da je utakmica bila zanimljiva, sa obe strane je bilo dosta šansi. Mislim da je publika mogla da uživa i ovo je onaj tip utakmice koji u stvari negde vraća ili donosi publiku na stadion. Ja, gledali smo odprto tekmo, začeli smo zelo slabo. Nasprotnik nas je nekako, smo bili impresionirani za štadionom, mogoče nismo bili aktivni, nismo bili agresivni. Nasprotnik je to znal izkoristiti in potem smo se vrnili v igro, imeli na koncu tudi nekaj zelo lepih situacij, kjer bi mogli zaključiti bolje. Vendar pa smo napredovali od naših zadnjih tekem, kjer smo jih v zadnjih minutah tudi zgubljali. Tako da škoda, da se nismo bolje odrezali v tem zadnjem delu tekme.